Dr. Matjaž Mesarič, vi ste strokovni vodja v konjereji, prihajate pa iz Veterinarske fakultete v Ljubljani. No, tukaj v Komendi, v okviru jesenskega sejma v Komendi razstavljate konje in predstavljate pasemske živali. Tako je. No, na letošnjem jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi se predstavljajo seveda avtohtone in pa tradicionalne pasme konj, ki se redijo v Sloveniji. Kot gostujoča pasma se pa seveda na letošnjem sejmu predstavlja tudi bosanski planinski konj kot tip majhnega konjička, ki se je seveda redil že v bivši Jugoslaviji. Koliko živali pa predstavljate? Vsega skupaj je 10 živali, torej po 2 predstavnika vsake pasme, seveda tudi z žrebeti posamezne kobile. Gre seveda za tradicionalno prireditev, ki se od lanskega leta zdaj seveda odvija na jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi. In zanimanje za vašo razstavo je zelo veliko. Zanimanje je kot vedno veliko, seveda konji kot plemenite živali vedno požanjajo veliko občudovanja in pa seveda spoštovanja tudi pri obiskovalkah in pa obiskovalcih. Kaj je po vašem mnenju še posebej značilno za avtohtone konje v Sloveniji? Značilnost avtohtonih pasem je to, da se zrejajo seveda v Sloveniji. Avtohtone pasme so tiste pasme, ki se že dolgo leta redijo v Sloveniji, torej imajo izvor v Sloveniji. Seveda se predstavljajo na letošnjem sejmu 3 izvorne pasme, ki se redijo v Sloveniji, to je lipicanski konj, potem slovenska hladnokrvna pasma in pa posavski konj kot seveda avtohtone pasme v Sloveniji, torej priznane preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano. Je mogoče te pasme konj vzrediti tudi za konjeniške namene, za tekmovalne namene v konjeniškem klubu, denimo? Seveda lipicanski konj je že dolgo znan kot jahalni tip konja, torej baročni tip konja, ki se zreja v kobilarni Lipica. No, letos se predstavljajo na sejmu tudi Združenje lipicanca Slovenije, torej rejcev lipicanca v Sloveniji, ki pa seveda dopolnjuje zdaj rejo lipicanca v Sloveniji, torej poleg kobilarne Lipica, in žanjejo tudi velike uspehe v sami reji lipicanca. Najbrž vam je zelo poznan tudi sejem v Gornji Radgoni in če ta sejem primerjate s tem v Komendi, kaj bi rekli? No, sejem v Komendi je nekoliko manjšega okvirja, kot je Agra recimo v Gornji Radgoni, ki je seveda svetovno znana tudi v centralni Evropi. Gre za veliko prireditev, torej velik sejem kmetijsko-živilski v Gornji Radgoni. No, tam smo se predstavljali letos tudi z avtohtonimi pa tradicionalnimi pasmami in pa prav tako je bila gostujoča pasma konj, bosanski planinski konj v Radgoni. In seveda je bilo tudi ogromno število obiskovalcev in pa privržencev, torej ljubiteljev konj. Razstava v Komendi, kot sem že prej omenil, postaja seveda tradicionalna razstava. Seveda je pomembno to, da se predstavijo tudi te pasme, avtohtone in pa tradicionalne, večjemu številu seveda občinstva, obiskovalcem, ne samo v Gornji Radgoni, ampak tudi v Komendi, recimo v tem področju Gorenjske, ki je bila že od nekdaj tudi tradicionalna vzreja predvsem slovenskega hladnokrvnega konja in pa še prej seveda noriškega konja. Ne nazadnje je ta sejem v okviru konjeniškega kluba Komenda. Ja, seveda nažalost se na tem sejmu ne predstavljajo kasači, seveda poleg imamo konjeniški klub, torej kasaški klub v Komendi, ki že dolgo leta tudi tradicionalno seveda goji kasaški šport in pa rejo kasačev na področju Gorenjske seveda. Dobro, hvala za pojasnila in ob 14. uri bomo predstavili vse te pasemske konje. Hvala tudi vam.